Regionalna razvojna agencija Podravje Maribor zadnje časa doživlja večje spremembe. Jaz mislim, da za preobrazbo regionalne razvojne agencije, ki je sedaj potekala 3 leta, od novih sektorjev, novih vsebin, ki so sedaj bolj v trendu evropskih smernic, bomo bolje pripravljeni na novo obdobje, predvsem pa sem ponosen, da pripravljamo tudi projekte, kot so podjetniški inkubator, prenova kreativnega parka Drava, privabljanje investitorjev in pa seveda sodelovanje z univerzo, ki bo lahko regiji in pa samemu mestu Maribor nekako odprla lepšo bodočnost in jaz verjamem, da nam bo to uspelo. Vse bolj se tudi povezuje tako na eni strani z lokalno skupnostjo, kot tudi s pristojnimi ministrstvi za resorje, ki jih pokriva, sedaj še z Ministrstvom za kohezijo in regionalni razvoj. Mi smo zelo veseli, da je država z Ministrstvom za kohezijo in regionalni razvoj dala večji poudarek regijam, saj je to nekaj, kar manjka v Sloveniji in regionalne razvojne agencije nekako dajemo tukaj pomembno vlogo, saj smo vezni člen med ministrstvi, med lokalno skupnostjo, med organizacijami, ki jih imamo v regiji in jaz mislim, da to delo stalno boljše upravljamo in da nekako iščemo skupne potenciale in na tak način lahko uspemo. Agencija je pravzaprav najstarejša razvojna agencija v Sloveniji. In da smo bili leta 1992 z tistim neugodnim trenutkom osamosvojitve, kjer je Maribor mogoče najbolj nastradal, toliko vizionarski, da smo prepoznali, da bo za potrebo preobrazbe mesta in regije potrebno ustvariti regionalno razvojno agencijo in da je leta 1993 potem kot prva tudi ustvarila, zato se tudi zahvaljujem dr. Čušu, ki je bil prvi direktor. Pred 30 leti so imeli dejansko več razlogov za ustanovitev. Nastala je zato, ker je regija potrebovala gospodarsko preobrazbo, zato je nastal tudi Štajerski tehnološki park, kateri namen je bil ravno prenos dobrih in modernih tehnologij iz univerze na gospodarstvo in na koncu pridobivanje evropskih sredstev. Namreč regionalna razvojna agencija je leta 1995 prva v tem delu Slovenije, ki je pridobila evropska sredstva iz mehanizma Slovenije, Avstrije in na podlagi teh sredstev gradila Štajerski tehnološki park, gradila turizem na obmejnem območju Slovenija-Avstrija in tako seveda pokazala pot, ki jo sedaj druge razvojne agencije in pa tudi lokalna skupnost zelo dobro zna izkoristiti. Minister za kohezijo in regionalni razvoj, ki je bil častni govorec na 30-letnici agencije, je poudaril regionalni razvoj tudi v naslednji finančni perspektivi. Praktično smo mi sedaj na točki, ko se že pripravljajo prvi razpisi iz nove finančne perspektive v višini preko 60 milijonov. Letošnje leto moramo razpisati za okoli 600 milijonov evrov, ker bo ta finančna perspektiva krajša od tiste, ki jo sedaj zapiramo. Kar se pa tiče regionalnega razvoja, pa je pomembno, da odpiramo zakon o skladnem regionalnem razvoju in da vključujemo vse razvojne agencije, vzhodno in zahodno, kohezijsko regijo, lokalne skupnosti, ministrstva za to, ker želimo dobiti čim boljši zakon, ki bo podlaga za to, da se nam ne bojo posamezna območja v Sloveniji praznila. To so predvsem obmejna problemska območja, kot jim pravimo, ki morajo zaslužiti posebno pozornost. In prav zaradi tega je pomembno, da je RRA Podravje Maribor lahko vezni, povezovalni član med ministrstvom in skupnostmi.